Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je župan občine Dobrovnik, gospod Marjan Kardinar. Lepo pozdravljeni, gospod Kardinar. Dober dan, pozdravljena. Veseli, da sva se ujela in bi vas kar vprašala, kakšna je vaša ocena povezave med vašimi vaškimi oziroma krajevnimi sveti in vašo občino in kako bi to povezavo lahko še izboljšali? Če izhaja iz tega, da je naša dvojezična občina majhna, komaj 1350 prebivalcev, obmejna občina in je sestavljena iz treh krajevnih naselij, torej Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci. Omenil sem dvojezična, kar pomeni, da skupaj nekako složno živimo Slovenci, Madžari in pa Romi. Prej je bilo to ena krajevna skupnost, katera je bila v sestavi bivše občine Lendava kot upravne enote Lendava. Potem smo se pa razdružili in nas je sedaj 7 občin. No, od tega je ena občina Dobrovnik. Odločili smo se, da damo vsakšemu naselju nekako svojo priložnost, saj nekaj samostojnosti, tako kot smo mi dobili kot samostojna občina, čeprav majhna, vendar lahko rečem sedaj po 20 letih samostojnosti, da je bila odločitev prava. Sicer pot je bila zelo zanimiva, lahko rečem, da naporna, vendar vedno nekako korak po korak k temu, kar smo si pred 20 ali pa še prej zaželeli. No in to je tisto, da nekako sami odločamo, da se sami preizkusimo, ali smo dovolj sposobni in ali nam so bile zaupane naloge in priložnost seveda na pravi način tudi predstavljene. In to je ravno vprašanje na mestu. Občina Dobrovnik je z namenom, da bi se približala še bolj krajanom, občanom, ustanovila vsakši vasi krajevno skupnost, seveda pa sodelujemo zelo, zelo dobro, lahko rečem, po teh 20 letih. In jaz upam si trditi, če je volja, če je pripravljenost, če je dovolj odgovornosti in seveda tudi na nek način so potem rezultate dela. Na drugi strani pa potem tudi seveda ta občutek, da sicer odločaš ne sam, vendar pa je bolj pomembno, da odločamo o skupnih zadevah skupaj. In to je, bom rekel, nekako po teh 20 letih saj mojega županovanja gledano uspešno in vedno nekako treba, tudi če so težave, jaz vedno rečem, da to niso težave, to je trenutno stanje, ki ga je treba seveda pravilno rešiti. Morda, če bi imeli recimo čarobno palčko, da bi še izboljšal to povezavo, kaj bi naredil recimo čez noč? Zdaj spomnim se, da smo, mislim, da bili pa je prva občina, ki smo resno razmišljali o internetni povezavi do vsakšega gospodinjstva. Ta projekt je tudi zaživel, vendar je potem seveda zaradi določenih razpisov potem nekako bil malo v stanju pripravljenosti. No, danes pa lahko govorim, da smo res bili prva občina, ki smo imeli internet, torej optiko, če lahko tako rečem, širokopasivno informacijsko zgodbo do vsakega gospodinjstva. Govorimo seveda sedaj o kontaktu sodobnega časa. Torej, ja, zelo pomembno so ti kontakti stalni, občasni, vendar pa še seveda nekako vidim, da so pa tudi osebni kontakti, osebne informacije, sestanki v krajevni skupnosti, torej zbori občanov, neformalna srečanja, pa tudi prireditve, ki jih krajevne skupnosti pa društva organizirajo, kjer se seveda skupaj tudi srečujemo in nekako dobro je, da smo vedno in stalno povezani. Je res, da je to velika obremenitev, vendar mogoče v majhnih občinah je to lažje, pa čeprav bolj naporno, kot pa recimo v velikih občinah, ki bi bilo verjetno zelo težko, da bi lahko recimo župan občine Ljubljana bil prisoten vse povsod, v vsakem kraju, v vsakem dogodku, ker to verjetno niti fizično ni možno. Torej, je pa potem, so pa načini, kako si seveda povezan, kako daješ te informacije in kako tudi informacije sprejemaš, ne? Ker
ni samo pomembno to, kako recimo se neke naloge dogovorijo in se potem dajo v izvajanje, ampak da dobiš tudi povratne informacije nazaj, predloge, komentarje in nekako trudimo se, no, da ljudje seveda čutijo to soodgovornost do svojega kraja, v katerem živijo. Hvala. Kaj menite o ideji, da bi bil županov občinski svet sestavljen iz predsednikov vaških svetov ali pa krajevnih svetov? To sprašujem iz osebne izkušnje, ker sem pač prisostvovala tem sejam v eni občini, kjer praktično ni teh predstavnikov oziroma je minimalno, pa se je izkazalo, da je potrebno razmišljati o tem, da me zanima vaše mnenje. Zdaj, seveda, vedno je sestava občinskega sveta je vedno odvisna od volitev, ne? Torej, nekako se ne more delegirati nekatere skupine ali pa tudi krajevne skupnosti direktno, da bi bili. Verjetno bi potem volilni sistem trebalo mogoče malo preveriti, vendar mogoče smo pa mi imeli srečo, se pravi, vseh teh dosedanjih mandatih so skoraj vedno člani občinskega sveta iz vrst krajevnih skupnosti oziroma tudi sami predsedniki krajevnih skupnosti. Torej, zdaj v tem mandatu, trenutnem, so vsi, torej predsednici, tako predsednica in pa dva predsednika, oba člana občinskega sveta in ja, tako je, so te komunikacije pa informacije direktne, se pravi navzgor ali pa navzdol in mislim, da je to pravno. Če pa že ne, se pravi, da pa se ne uspe nekako priti na podlagi volitev v občinski svet, pa je dobro potem, da je vsaj v delovnih telesih, torej v tej najvišjih organih občinskega sveta, v odborih, torej da so predstavniki krajevnih skupnosti in da na tak način, bom rekel, je ta povezava informacij in tudi odločanja, seveda to je zelo pomembno, na eni strani seveda planiranja in potem odločanja in potem tudi izvajanja. Hvala. Na vaši občini zbirate pobude, kako to poteka v praksi? Ja, to je zdaj ena nova modna muha, ne, o sodelovanju na tak način, da se pobude, torej da se v proračunu zagotovi nekaj sredstev na način, da potem ljudska iniciativa seveda izbira, kaj bi s temi sredstvi se naredilo po njihovi meri, po njihovih predlogih. Je sicer mogoče v redu in ne nasprotujem, vendar bi smo si obrali drugo pot, torej, kot sem prej rekel, da imamo to srečo teh povezav in seveda nekako planiramo kratkoročne pa dolgoročne cilje. Sedaj smo ravno sprejeli tretji srednjeročni razvojni program občine Dobrovnik, v katero so bili vključeni seveda vsi. Najprej delovni sestanki po različnih področjih, potem v društvih sestanki, potem v krajevni skupnosti, zbori občanov in nekako vedno poskušamo, to nam sedaj uspeva, da smo seveda ali sam kot župan ali pa tudi člani občinskega sveta ali pa tudi občinske uprave, da smo prisotni na zbori občanov ali pa občnih zborov tudi društev in se seveda pogovarjamo o problematiki trenutni, o seveda tudi dolgoročnih ciljih in na tak način potem poskušamo izvabljati seveda te ideje in informacije. Drugo pa je, na spletni strani je vedno možno tudi dati predloge, pobude, tudi imamo Facebook, kateri seveda želijo se to poslužiti. Tako da za možnosti za komuniciranje, pa tudi za dajanje predlogov so odprte in so vedno možne. Pa tudi nekako poslužujem se tega, da je župan vsakšo sredo popoldne dostopen za vse občane, ker je to tudi dobro seveda na tak način potem dati možnost, ker nekateri včasih tudi želijo, če lahko tako rečem, sami se pogovarjati, mogoče kakšne svoje osebne poglede, težave, probleme in takrat seveda je takim občanom tudi treba dati. Če drugo ne se 5 minut pogovora je boljše, kot pa seveda
nekako ne date te možnosti. Je pa, še enkrat poudarjam, to se da včasih naporno od vseh teh obveznostih, ki jih vsakšo leto, vsak dan več lokalne skupnosti, predvsem majhne, imamo. Res je. Hvala. Ja, kakšna dobra praksa sodelovanja z krajevno skupnostjo? Prva iz vaše dolgoletne prakse je kakšna taka, ki bi jo izpostavil, da bi jo hotel priporočiti ostalim? Ja, kot rečeno, ker smo majhna občina in ker imamo pač kar nekaj takih skupnih stvari, kot način življenja na vasi, je zelo pomembno recimo vsakoletno srečanje, tako kot bomo začel v koncu leta, srečanje s starejšimi občani, in to imamo potem vsakši vasi. Kot sem rekel, potem imamo obvezno zbore občanov ob začetku leta, ki se srečujemo, potem so seveda prireditve. Je pomembno, da vsak kraj ima vseeno svojo lastno prireditev, na katerem pač imajo možnost vsi krajani nekako sodelovati, preko gasilcev, preko športnih društev, preko turističnih, vinogradniškega društva, čebelarskega. Torej, v bistvu je pomembno, da spodbudimo ljudi, ki v prostem času še nekaj naredijo tudi za kraj, v katerem živijo, pa še, bom rekel, tudi nekako se srečujejo in tudi naprej povezujejo. In potem, zdaj, pred kratkim smo imeli čistilno akcijo, v kateri poskušamo seveda skupaj z šolo, tukaj tudi eno naše razmišljanje, kako pravzaprav povezati otroke z najstarejšimi, torej kot tretje življenjsko obdobje. In to nam uspeva, namreč vedno otroci potem imajo program kulturni ob srečanju starejših, pa tudi drugače, ko imamo prireditve, nekako vedno vse pol programa ima naša šola in vrtec. S tem seveda tudi pridejo starši, pa dedeki in babice, ker želijo videti svoje otroke. Torej, to so, bom rekel, neki taki nevsiljivi primeri ali pa prijemnik ali pa način, kako pravzaprav komunicirati, zbliževati ljudi. Drugo, kar pa je tudi potrebno poudariti, to pa zdaj v zadnjem času delamo, da v zimskih večerih vsaki prvi četrtek imamo potem tudi vaške večere, ker pač kdorkoli pride, se pogovarjajo, kartajo, celo obudili smo te stare običaje, da luščijo seme, pa še kaj. Torej, gre za to, vsi imajo to možnost, zdaj pa koliko pač to koristijo, je pa njihova odločitev, seveda. Krasno, hvala. Ima vaša občina predstavnika v parlamentu mogoče? Ne, žal, mislim, da smo ga imeli v prvem, potem smo nekaj poskusov tudi imeli državni svet, pa nam ni uspelo. V glavnem pa, če bi pa rekel takole, kot direktno v te državne inštitucije, zdaj nekaj časa nam uspeva, da sem sam kot član delegacije v Svetu Evrope, torej v imenu slovenskih občin, in tudi kot podpredsednik skupnosti občin Slovenije, kar pomeni seveda kar odgovorna obvezujoča naloga tudi za mene, ob vseh obveznostih, ki jih pač imaš v svoji občini pa doma. Vendar je, pomembno je, če seveda iz občine je nekdo, ki je direktno povezan, torej ali v parlamentu ali v državnih inštitucijah. To se vidi. Moram pa povedati, da pa tudi sama regija mora nekako biti zainteresirana, pa če bi lahko rekel, dovolj politično zrela, da dela na tem, da ima čim več svojih predstavnikov potem v državnih inštitucijah, pa tudi v parlamentu. To je pa mogoče že malo zgodba, ki sem jo dal pred časom kot predlog za ustanovitev pokrajine Pomurje. Meni je veselje, da je nekako naletela na plodna tla in da se v vseh inštitucijah počasi resno začnemo o tem pogovarjati.
kaj bo iz tega na koncu, bomo videli. Je pa dobro, da se vsako toliko časa nekako preizkusimo tudi na regionalizaciji Republike Slovenije in mislim, da bi Slovenija rabila že včeraj, ne danes, torej pokrajine, s tem bi nekako se povezali tudi občine, ker ne oziraje se, da smo sedaj seveda malo, mogoče, da nas je preveč, jaz bi rekel, da nas ni preveč, da je bolj pomembno, tako se govori, ne? Tako se govori. Jaz bi rekel, da je bolj pomembno to, kako se znamo povezovati. Ne? In če se znamo povezovati, če si nekako potem en drugemu pomagamo, jaz mislim, da je potem to največji uspeh in seveda na tem nivoju potem, da rečemo, ja, zdaj pa še gremo na višji nivo, kar nam seveda dovoljuje ustava, se pravi, da govorimo o državi, o pokrajinah in potem nižje lokalne skupnosti, občine, krajevne skupnosti in mislim in mestne četrti. In to je bo ta neka povezava, kjer potem vsak državljan lahko preko vseh svojih teh možnosti potem tudi nekako vpliva, sodeluje in mislim, da bi bil čas za pokrajine. Bomo videli. Se vam zdi, pač dodajam še malo temu vprašanju, se vam zdi glede na sedanjo situacijo, da imate dosti stika pol s parlamentom kljub situaciji? Glede, zdaj to takole. Jaz mislim, da država daje te možnosti. Ne? Zdaj, koliko potem jih mi izkoristimo, je drugo. Ker v tem obdobju ni bilo resnega poskusa pokrajin, so se pa seveda nekako potem izoblikovale torej povezave občin na nivoju skupnosti občin, potem na nivoju združenja in pa mestne občine, da se nekako interesno povezujemo in na tak način potem komuniciramo in vplivamo do države. Predvsem v zadnjem obdobju lahko rečem, da smo v teh pogajalskih skupinah začutili, da država želi imeti občine kot partner v pogajanju, ampak to več ne smemo govoriti o pogajanjih, ampak moramo govoriti o pogovorih, o sodelovanju in ker konec koncev so nam nekatere zadeve z ustavo točno določene in to mora država spoštovati. Tako, zagotovljene. Na drugi strani pa tudi občine se moramo odgovorno zavedati, kaj so naše odgovornosti, kaj so pa tudi naše dolžnosti, pa tudi pravice, da lepo to pravzaprav potem nekako skupaj paše. To je ena zadeva organiziranosti, no druga, če pa govorimo o dejansko direktnih sodelovanj, direktnih obveznosti občine, kjer majhne občine seveda nekako malo smo v težavah, predvsem v kadrovskih, kaj hočem povedati, določene zahtevne naloge na področju prostora, urbanističnih zadev, komunalnih zadev, potem tudi redarstva, inšpekcij, tudi sedaj govorimo že še o drugih področjih dela v občinskih upravah, kjer pravzaprav recimo v majhni občini ni toliko dela za zahtevne naloge, vendar če bi združili 3-4 občine, bi imeli potem enega kvalitetnega delavca na tem področju, recimo urbanističnih pa prostorskih zadev, bi ga bolj izkoristili, s tem pa seveda tudi povezali s problematiko. Konec koncev se ceste, potoki, železnice ne končajo na robi občine, torej je zelo pomembno, kako ena in druga občina seveda politiko pelje na tem področju, bo neko javne infrastrukture, tudi vodovoda, tudi kanalizacije, no in to so ene zadeve, potem seveda v nadaljevanju gospodarstva, kmetijstva, turizma, torej tudi sociale, šolstva, ne moremo vse, da se konča na občinskih mejah. No in tukaj pa imamo možnost, ki nam daje Ministrstvo za javno upravo, to pa pomeni skupne občinske uprave, v katerih potem tudi država sofinancira 50% oziroma sedaj celo 55%, če seveda dosegaš zahteve, ki jih daje ministrstvo ob ustanovitvi torej občinskih skupnih službah, kjer je seveda tudi zelo pomembno. Torej, to so ene oblike, vendar še vedno seveda niso tako legitimno močne, kot pa če bi bile pokrajine. Hvala.
Je še karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, zdaj najprej recimo mogoče še eno, ne, ker smo kot občina Dubrovnik tudi prepoznani kot turistična občina, vendar mi ne želimo seveda preštevati, koliko je obiskovalcev, ampak kako se ti obiskovalci počutijo pri nas, da se vrnejo. Ne? In če govorimo seveda o Bukovniškem jezeru, če govorimo o orhidejah, ki so v tem trenutku potovali recimo v Vatikan, je pomenilo nekaj, kar je zelo pomembno za naše občane in občanke, predvsem pa seveda tudi za vse gledalke in gledalce, da naj ljubimo vsi okolje, v katerem živimo, da smo odgovorni seveda tako, da skrbimo najprej za sebe, da smo zdravi, da smo veseli, da smo srečni, da to širimo v okolju, v katerem živimo in potem seveda je to okolje nekako pozitivno, je tudi regija pozitivna in mislim, da je potem tudi Slovenija tista, katero si vsi najbolj želimo. To pa pomeni odgovorna, srečna in po meri državljanov. Hvala lepa, gospod Kardinal, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci, in nasvidenje.